kaj naj rečem, fenomenalen zaključek dvoranske sezone. Lahko govorimo o najuspešnejši dvoranski sezoni v zgodovini slovenske atletike. Tri medalje v eni sezoni še nikoli nismo osvojili. Jaz mislim, da bo tudi dolgo časa minil, da bo spet taka sezona prišla, zaradi korone, ker se je svetovno prvenstvo premaknilo letošnjo leto, ampak jaz mislim, da bo ta dvoranska sezona ostala kot ena najboljših dvoranskih sezon v zgodovini slovenske atletike. Tako da, ko sem že izpostavil, te vrhunski rezultati niso samoumevni. Ob tej priliki bi seveda čestitil celotni ekipi, vsem atletom za nastope. Seveda pa tu še posebna čestitka Tini in Milanu za osvojeno drugo medaljo v dvoranski sezoni. In v pisarni smo se tudi pogovarjali, da je Tina najuspešnejša slovenska atletina po številu medalj, šest jih ima že v zbirki. Jaz verjamem, da bo še planške karte. Tako da res vsem čestitke, tudi vsem trenerjem, ki so bili zraven, ki so bodrili, ki so pomagali svojim varovancem in seveda tudi Luka, hvala tudi tebi za vodenje same ekipe in verjamem, da bo še kdaj prevzel to nalogo. Hvala lepa. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Tajska je zelo zanimiva dežela, tako da smo imeli mogoče malo težav oziroma izzivov pri komunikaciji pa urejanju stvari, ampak smo se potrudili oziroma sem se potrudil v najboljših močeh, kakor se je le dal. Upam, da so bili tekmovalci zadovoljni. Probal sem narediti, kar se je dal. Mislim, da rezultati so bili na koncu kar v redu oziroma zelo v redu. Mogoče je pa iz stališča organizacije je mogoče bilo še se dal kaj izboljšati strani organizatorjev, ampak mislim, da so se potrudili po svojih najboljših močeh. Je pa res, da so to tekmo prekinjali oziroma bi ta tekmo mogla biti 2023. To pomeni, da so 5 let čakali in se pripravljali. So se odrezali, kako so se odrezali. Po trenutnih bomo še večkrat v naslednjih nekaj letih na Kitajskem, tako kot gleda svetovno prvenstvo 2027 v Pekingu. Očitno se bo treba prilagoditi na kitajske razmere, če vzeti kak Duolingo kitajske ali kaj podobnega. Pa ja, sem imela visoke cilje, ampak na Kitajsko smo prišli dosti pozno, sem imela kar težave s jetlagom, sem zelo slabo spala, tako da na dan tekme, ko se je zjutraj zbudila, sem vedela, da nisem tista prava, ampak pač nisem pustila, da bi me to potolkali že vnaprej. Sem rekla, da sem borila po svojih najboljših močeh, sem se tudi v bistvu spodbujala v glavi, rekla, imam že toliko veliko izkušenj, da enostavno lahko iz sebe iztisnem največ, tudi če se ne počutim dobro in ja, res je, z vsakim skokom je šlo boljš in na koncu je tudi kar solidna višina za jutranji finale, tako da sem zelo zadovoljna s tem drugim mestom, ampak ja, seveda, želim si tudi kako zlato medaljo, tako da motivacija za naprej je še kar velika. Pa imela sem malo srečo, da sem jaz opravila uspešen skok, preden je prišlo do te prekinitve, ampak tudi po prekinitvi sem v bistvu naredila najboljše skoke na tekmi, tako da sem dobro ohranjala svojo pripravljenost, so naslednji skoki bili boljši, tako da me ni kaj preveč zmotila. Je pa tudi fajn, da v bistvu pajsaši smo nekako povezani med sabo, zato ker na tekmovališču preživimo veliko časa skupaj in je v bistvu tudi lažje, ker se vsi med sabo dobro razumemo.
in si lahko tudi malo zamotimo med temi prekinitvami. Imamo tudi kakšne drugačne pogovore in enostavno se bodrimo ena drugo. Tako da je bilo je bilo ok, je pa to koliko nesprejemljivo za tako tekmovanje. Ja. Pač taka prekinitev je malo predolga, veliko tekmovalk je imeli neuspešen skok pred to prekinitvijo in verjamem, da je bilo njim veliko težje. Kolajne niso samoumevne, ne. Za kolajne treba kar kaj narediti, ne, pa res tako, kot Tina rekla, stisniti sebe maksimalno, ne glede na to, kaj se dogaja na tekmovališču in kaj se dogaja prej. Recimo, ni to tako, recimo v Mondo, ko se ve, Mondo, ko pride, je prvo mesto, drugo ne more biti, ne. Pri nas ni čist tak, ne, konkurenca malo bolj strjena, dogaja se marsikaj in res treba biti, dati na tekmi vse od sebe. Jaz sem strašno vesel in čestitke Tini, da je to pokazala res v težkih pogojih in jaz mislim, da res motivacije in ne manjka, da upamo, da bomo še pokazali kako dobro to. Najlepša hvala, pa želim vam, da nas še naprej tako razvajate. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Tina zagotovo ni edina, ki je bila uspešna na svetovnem prvenstvu in v celotni zimski sezoni. So tudi drugi atleti, ki so zelo dobro nastopali. Ena od teh, ki je pustila veliko boljši vtis, recimo zdaj na svetovnem prvenstvu kot na evropskem prvenstvu, 2 finala, ampak zagotovo si bolj zadovoljna s finalom na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Tina, Neja Filipič. Ja, zdaj sem mogoče sploh zaradi uvrstitve bolj zadovoljna, ker je svetovno prvenstvo nekako višji rang kot evropsko prvenstvo. Nekako tekmovala sem s prvim veljavnim skokom, ki je bil v bistvu že takoj dovolj za med prvih 6. Imeli smo mogoče malo drugačen format tekmovanja in sicer prve 3 skoke smo skakali vse, potem pa je 10 punc skakali 4. skok, 8 punc 5. skok in potem 6 punc zadnji skok. Tako kot celo sezono sem imela še potem malo težav na deski. V zadnjem skoku mi je dejansko uspel dober prihod na desko, ampak potem me je nekako vrgel iz ravnotežja in nisem do konca speljala skoka, ampak ja, kljub vsemu sezona je bila uspešna, uvrstitev na koncu tudi kar zadovoljiva, da sem kar zadovoljna. Vsekako 6. mesto na svetovnem prvenstvu je nekaj, na kar si lahko ponosna. Mi ti pa želimo, da realiziraš svojo dobro pripravljenost, ker vemo, da si pripravljen za skoke čez 14 metrov in čim manj pristopov v letni sezoni. Ja, hvala. Z nami je tudi Maja Mihalinec, ki je nastopila na 60 metrov. Navdušila si nas na evropskem prvenstvu na Nizozemskem. Na svetovnem si želela še kaj dodati, žal ni uspelo, vseeno, kako bi ocenila svoj nastop? Ja, najprej v bistvu sem zelo vesela, da sem se uvrstila na to svetovno prvenstvo. Nekako mi je še pripadalo iz leta 2020, ker sem bila takrat že uvrščena. Ja, na tej točki v svoji karieri sigurno nobenega takega tekmovanja in uvrstitve nanj ne jemljem kot samoumevne. Bi si želela tam zagotovo boljše nastopiti. Ja, tudi na evropskem prvenstvu sem res pokazala vrhunsko formo. Na treningih sem to še stopnjevala, vedela sem, kje je bila še tista mala rezerva in smo se temu na treningih še nekako posvetili. Vse je bilo super, ampak ja, tam pa na žalost dnevna forma, dnevno počutje je bilo daleč od
od idealnega, kot je že Tina omenila, smo v bistvu na Kitajsko prišli prepozno, slabe 3 dni pred tekmo, potovali smo 24 ur, mogoče še kako uro več. In ja, tisto noč dejansko sem najslabše spala oziroma bila najdlje po konci po noči, ampak to nekako bi se še dalo prebroditi. Samo fizično počutje pa ja ni šlo. Videlo se je, da v bistvu sem se dobro uspela zbrati, štart je bil odličen, pol pa v drugem delu teka, ko bi nekako mogla pa tista sproščenost priti v igro, no pa pač ni bilo, nekako nisem imela ta pravega koraka. V bistvu, če sem malo bolj specifična, pač v bokih se je poznalo sedenje očitno in ni bilo pravega gibanja, skratka, hitrost mi je na koncu padala in posledično se je to tudi poznalo na rezultatu. Teda to sem zagotovo malo razočarana, ampak vseeno pač vesela, da sem imela to priložnost, da sem lahko tam tekmovala. Imam še eno vprašanje, glede na to, da si v formi, lahko rečemo tudi življenjski, na istem nivoju, kot si imela najboljše sezone pred porodom. Ali lahko pričakujemo, da te bomo še na kakšni tekmi gledali, navijali? Mislim, škoda bi bilo stran vršiti tako dobro formo, a ne? Okay. Sam ponov, kaj si povedala za evropsko. Ne, mislim, itak sem že večkrat povedala, da ja, forma je sicer prava, ampak na tej točki pač rezultat tudi ni vse, pač ni to tisto glavno. Zaradi česa se bom odločala ali pa ne odločala pač v nadaljevanju. Dejstvo je, da ja, meni sicer to še vedno veliko pomeni, ampak nisem pač jaz tukaj edini faktor, več imam družino in ja, bomo videli. Hvala. Nike Glojnarič z nami ni danes, tudi Lucija Bodnik je odpotovala na priprave, ampak je edini predstavnik atletov, ki je nastopil na svetovnem prvenstvu, Filip Jakob Demšar, v teku na 60 metrov z ovirami, ki je svoj najboljši rezultat letos dosegel prav na Nizozemskem. Ta rezultat si želel še izboljšati na Kitajskem, ampak so se zgodili tudi zapleti na samem tekmovanju. Mogoče bi bilo dobro, da nam tudi sam malo razložiš, kaj se je zgodilo. Ja, sigurno sem bil pripravljen na izid sezone. Kot smo že omenjali, načeloma tudi tale jet lag in pot sta zelo vplivala na vse, moram reči. Malo je frustrativno recimo to, da ni bila čisto moja krivda, da se nisem uvrstil v polfinale, ampak v bistvu en drug tekmec tudi, ki je vplival name. To mogoče malo težje preboleti, kot če bi bila moja krivda. Ampak ja, tudi res na dan tekme moram reči, da sem najslabše spal recimo. Se je nekako sistemsko sem se najslabše počutil. Ampak sem pa v bistvu se veselim poletne sezone, ker vem, da sem v formi. In tudi vidim to, čeprav tega nisem uspel pokazati. Ampak ja, se veselim poletne sezone. Pomeni, da je pač Evropsko prvenstvo definitivno dobra bila popotnica in lahko pričakujemo zelo hitre teke, pa tudi nastop na Japonskem septembra. Ja, sigurno. Tudi malo boli, da sem na obeh tekmah v bistvu zaradi različnih razlogov zgrešil polfinale lig za eno mesto v bistvu. Tako da ja, to v bistvu meni samo daje motivacijo za naprej. Pa tudi, kot sem že povedal, da najboljši športniki imajo slab spomin v bistvu, ne? Tako da to je najboljše na to tako gledati in enostavno gledati naprej, brez veze se ukvarjati z pač preteklostjo. Najlepša hvala, pa srečno in brez